En vitez živjo, ponovno z vami, Mojca Ribič, v naših vsakdanjih vajah, torej kako upeljevati naše Vitez Energy vaje v naš oziroma vaš vsakdan. Danes imam zopet eno odlično idejo, ker smo pač v sodobnem svetu in zelo preveliko časa namenimo našim računalnikom ali pač drugim napravam, kot so tablice, karkoli že, telefoni, ne? Zato sem nekako dobila eno tako idejo, na kakšen način vse to uporabljati, okay? Tako da jaz sem si izbrala laptopa, ker ponavadi imamo največ laptopov doma, ki so prenosljivi in lažje delamo kjerkoli že. Ker se mi zdi, da večinoma, ko delamo doma, ne vem, če se ravno usedete za mizo in z vzravnano držo tipkate po računalniku. Ja, vprašljivo. Tudi iz svojih izkušenj vam povem, da enostavno je lažje nekako se, ne vem, počiti na kakšen kavč ali kakšen taburet, ne, in malce drugače ustvarjati, ne samo za mizo, ne. Tako da jaz sem si danes zbrala eno tako mini mizico in pa taburet, pa bomo pogledali, na kakšen način in pa s kakšnimi pripomočki lahko v bistvu uporabljate laptop. Tako da, evo, najprej bomo pa ponovili tole našo držo, kar jo že tako vsakič, ko se vidimo, ponovimo, jo bomo tudi zdaj. Torej, ko sedimo, medenico rahlo poravnaš. Torej, medenica ne sme biti takole zavihana, okrogla, ampak jo moraš poravnati. Okay? Seveda vsak po svojih zmožnostih, torej pomeni, nekateri imamo večji S zgoraj hrbtenice, drugi pa večji S spodaj. Zato dajte res majčkeno svoje telo poslušati, da spet ne pretiravate. Okay? Torej, če imate spodnji S hrbtenice malce bolj izrazit, to pomeni, da vam kar že fejst takole v bistvu nazaj, ne, medenica pade, potem jo potisnete rahlo naprej. Tisti, ki pa imate medenico čist naprej, torej imate zgornji S bolj izrazit, pa seveda morate medenico poravnati in jo potisnete rahlo naprej. To je zelo pomembno, da poslušate svoje telo, da pejte pred ogledalo, pejte majčkeno pogledati, dajte se pogledati se tudi od strani in poglejte, kakšen S v bistvu svoje hrbtenice imate in vam bo veliko lažje potem, ko izvajamo vaje, vam bo lažje, ali boste dali medenico bolj naprej ali pa nazaj. Okay? Nekako klasično je, da medenico poravnaš, to pomeni, da jo rahlo daš naprej, ker sploh pri ženskah je večja tenzija spodaj. To pomeni, da imamo ženske večji S spodaj. Ni pa nujno. Veliko žensk ima tudi večji S zgoraj. In zato je avtomatsko, ko je večji S zgoraj, je medenica avtomatsko spodvihana naprej. Okay? In jo potem moramo poravnati. In jo poravnamo tako, da jo rahlo potisneš nazaj. Ampak zopet ne pretiravaš do svoje v bistvu meje, katero začutiš, da je pravilna. To pomeni, da ti je udobno v tej vzravnani drži, ne da se matraš. Okay? Dajte to majčkeno razmisliti. To v bistvu zdaj je bilo čisto en tak intermezzo še glede drže,
ki je zelo pomembna za naše življenje in zdravje. Zelo pomembna je drža tudi zato, da v bistvu imamo pretok energije svoboden po telesu. Zelo pomembno je to. Potem, da nekako so mišice vsaka na svojem mestu in da vsaka mišica opravlja svoje delo, tudi zelo pomembna stvar. Ne da v bistvu potem druge prevzamejo delo tiste mišice, katera bi mogla določen gib izvajati. Ne? Tako da tudi te stvari so zelo pomembne, da v bistvu non-stop držimo to našo vzravnano, pravilno držo. Ok, zdaj sem že mečkam zašla, ampak očitno sem vam pač to mogla povedati. Tako da dajte to mečkam paziti, mečkam čutite gibe, začutite, ki je vaša meja in začutite, ki je vaš prav. Ok? No tako, zdaj pa gremo na našo idejo. In sicer imate računalnik, imate eno mizico, ne vem, v dnevni imate tudi take lepe mizice, a ne, tale je pač taka tudi luštkana. In prva stvar, katero vam predlagam, vse to smo že govorili, ko sem bila na stolu, ko smo delali vaje na stolu, pisarniškem stolu, torej vaje za pisarno, smo govorili, da si nastavite računalnike, monitorje tako visoko, da ne boste gledali dol. To je zelo, zelo pomembna stvar. Zakaj? Zato, ker si tule delamo grbico, ko gledamo dol. Pa še ena stvar je, ne, bolj za mogoče ženske, delamo si tule gubice, ne, tole dol in pa podbradek. Tako da to preprečimo, je fajn, da imate kak pripomoček. Jaz recimo uporabljam to, ne? To recimo za pisarno ali ne vem, kjer imate stacionarno, da si date nekako računalnik takole navzgor. Ok? In ko odprete računalnik, avtomatsko gledate dokaj v vzravnanem pogledu, če pa slučajno ni, pa pogledajte sam z očmi navzdol. Ok? In tipkate. Ne tako. Ok? Poskušajte zadržati brado, vzporedno s tlom, in če je nižje, samo z očmi gledajte dol. Ok, to je to. Drugače, še en super pripomoček, to je prvi. Ok. Je pa še en super pripomoček, to je pa ta, ki ima v bistvu se lahko naštela in ga streseš tako dol, ok, da imaš tule nekako malce višje in tale pa je malce višje, ok, in zopet ravnaš laptop in zravnano držo, ne takole, ne, tole, ok, malce za šalo, ampak zravnaš, brado sporedna, če je nižje, samo gledaš dol. Z pogledom, z očmi gledaš dol. In pišeš. Ok? Zelo pomembna stvar. Zato vam predlagam, dajte si tole ali pa tole, si pejte kupiti v trgovino, če še nimate, in dajte si res dvigant monitor. Sploh na laptopih je to ful velik problem, zato ker če tega nimaš, ne, avtomatsko padeš dol. Avtomatsko ti gre glava dol. Avtomatsko. In potem si še tako. Ne? Ker je prenizko. Ko daš karkoli zdaj navzgor, ti je lažje in tudi lažje nekako
vzdržuješ vzravnan hrbet. Okay? Tako da jaz vam toplo priporočam, da nekako uporabljate pripomočke, ki v bistvu vam služijo, vašemu zdravju in počutju služijo. Okay? Tako da vam priporočam nekako, da če še nimate teh stvari, da nekako si jih nabavite in poskusite. Okay? Tako da definitivno je velik plus, ker vam dvigne monitor in s tem ne rabite potem takole dol v bistvu vse vesiti. Okay? Tako da to je bila ena nova ideja in nova epizoda, kako vpeljujemo Vitas Energy vaje v vaš vsakdan. Tako da jaz upam, da vam bo tale ideja prišla prav in seveda se vidimo zelo kmalu z novo idejo. Če nekako bi želeli malce več delati na vzravnani drži, vas srčno vabim v mojo Vitas Energy online skupino, kjer res zelo podrobno obdelujemo tudi našo pravilno držo in tudi ostale gibalne vaje, od razteznih do vaje za moč in pa seveda podrobno obdelujemo tudi dihanje. Tako da, če ste začutili klic, da želite enostavno nekaj narediti na tem področju, mi lahko pišete na info@vitas.si, lahko pa si tudi več pogledate na moji spletni strani www.vitas.si. Pridno še raziskujte tudi sami naprej, pišite mi kaj, da vidim, kako nekako ste vpeljali te pripomočke in kako vam služijo. Drugače pa seveda se vidimo zelo kmalu. Vitas živijo!